Mestna občina Maribor je po dolgotrajnih pogajanjih z družbo Aqua Systems končno dosegla dogovor glede poravnanja finančnih obveznosti, ki jih ima do upravljalca centralne čistilne naprave Maribor. Centralna čistilna naprava v Dugošah čisti odpadne vode iz kanalizacijskega sistema občin Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Duplek in Hoče - Slivnica. A dokler se na njo niso priključile tudi zadnje 3 omenjene občine, se izstavljenih računov ni plačevalo v celoti. Zaradi dolga v višini nekaj več kot 1 milijona evrov je mestni občini Maribor celo grozila izvršba, ki jo je podpisani sporazum preprečil. Po sporazumu naj bi občina dolg poravnala v 6 letih, vendar ga je smotrno odplačati prej in se tako izogniti visokim zamudnim obrestim. V naslednjem letu bomo mestnemu svetu predlagali, da se ga v bistvu izplača in nadomesti z bančnim kreditom. Namreč trenutno potekajo zamudne obresti, ki so zelo visoke, se pravi 8%. Mi bi za prestrukturiranje dolga lahko dosegli nekje do 1% zamudne obresti, se pravi pod procent zamudne obresti, in bo tukaj mestna občina privarčevala ogromno in tako omogočala preostanek sredstev namenjati za druge zadeve. Na četrtkovi seji bodo govorili tudi o obnovi dela pritličja Zdravstvenega doma Maribor, kjer občina predvideva obnovljen oddelek okulistike. Gradnja prizidka na dvorišču Zdravstvenega doma Maribor za fizikalno in rehabilitacijsko medicino se je namreč zaključila, zato se je ob selitvi teh enot v novo zgradbo pritličju sprostil prostor, ki bi ga zdaj lahko zasedla okulistika. Vrednost projekta, ki naj bi se končal v septembru 2018, je slabih 470 tisoč evrov. Občina bo znesek sofinancirala v višini 63,12%. Seveda te prostore je potrebno obnoviti, tudi inštalacije poihtati, tako da so razlogi za investicijo naslednji. Prvič je tu za združitev dislociranih enot okulističnih ambulant na eni lokaciji, potem to pomeni racionalizacijo stroškov za delovanje te ambulante, potem zagotovitev dodatnih prostorov oziroma površin za to medicinsko dejavnost in zagotovitev spremljajočih prostorov osebja zaposlenih v tem segmentu. Hkrati pa to pomeni tudi tehnično-tehnološko obnovo in zamenjavo dela električnih ter dela strojnih napeljav, naprav in opreme v območju rekonstrukcije tega objekta. Že dalj časa pa je znano, da se naša družba stara. Mestna občina Maribor spada celo med nadpovprečno stare, kar pomeni, da ima občina na tem področju tudi nadpovprečno število izzivov. Zelo je pomembno dobro duševno zdravje, preprečevanje duševnih motenj, strah od demence, potem preprečevanje padcev, nasilje in diskriminacija in finančna preskrbljenost. Pri nas na področju Podravja je nekako višje na lestvici, v primerjavi mogoče z ostalimi regijami, finančna preskrbljenost starejših in tvegano in škodljivo pitje alkohola v primerjavi z nekaterimi drugimi. Moderna družba s hitro rastočo digitalizacijo pa starostnikom prinaša še dodatne ovire, zato je pomembno večgeneracijsko in večplastno sodelovanje vseh deležnikov. Obstajajo že primeri dobre prakse v slovenskem prostoru, recimo Društvo Simbioza dela krasne stvari na tem področju, ravno z digitalizacijo oziroma opismenjevanjem starejše populacije, tudi znanje interneta. Začelo se je popolnoma slučajno, zdaj se to nadaljuje in je to recimo en od krasnih primerov medgeneracijskega sodelovanja, ki bi ga lahko izvajali ne samo v lokalni skupnosti, ki se starejši zadržujejo, tudi v šolskem prostoru, kjer bi lahko starejši bili mentorji, tudi v delovnih organizacijah je že raziskave so tudi pokazali, mi vse baziramo nekako na raziskavah, vseeno ta naša znanja, da starejši delavci recimo imajo več izkušenj, mlajši pa več teh tehničnih znanj. In ta izmenjava teh znanj je pravzaprav ključ od uspeha in nekako uspešne delovne organizacije tudi drugje v evropskem prostoru delajo na tem. V pozitivno smer se odvija tudi občinska zgodba prodaje Farmadenta, saj je državni zbor sprejel novelo zakona, kjer je podaljšal rok prodaje. To pomeni, da občini zakonski rok prodaje ne diha več za ovratnik in tako omogoča normalen potek prodaje, za katero je občina že prejela 4 ponudbe.